Spoštovani, a vas lahko prosim, da me lahko bomo malo blagoslovili tole službo, pa vas ne? Mi smo vedeli. Gremo v blagoslov stavbe, gremo v blagoslov poslancev in vse Slovenije, ki je naša skupna domovina. Tišina, a gremo, blagoslov. Jaz nisem hodila v cirku, verujem pa. Torej, srcem. Blagoslovim skupščino slovensko v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Prosim, pamet in srce tam, kamor spadajo. Prosim, Slovenci, borimo se zase, prosim, združimo se proti temu zlu. Vsi na ceste, vsi na ulice te dni, zato, ker nam preti. Oni so širane. Tako da edino to, da ostanemo povezani, da ostanemo močni, da ostanemo dobrovoljni, edino to nas bo rešilo. Ne se bati, tudi če službe padajo, lejte, če službe padajo, če pada ne vem kaj, ne se bati, ne prodati svojih otrok, ne prodati sebe. Službe, kreirali na novo kot čas. Službe s temu režimu niso naše krilo, je marženstvo. Mi rabimo službe, ki kreiramo sami. Sodbo sam. Ne pomembno. Ne Frankije in ne Talar. Ne bodo nam tukaj pozovali. Lejte, COVID. Proizvajalci ne odgovarjajo, država ne odgovarja, vlada ne odgovarja, zdravniki ne odgovarjajo. Kdo potem odgovarja, da ti umreš? Dokazano je, koliko je mrtvih že po svetu. Ne dajmo otrok, ne dajmo sebe. Ja, za vse nas brez razlike. Vsi smo lahko rečemo, vsi smo v istem jajcu. In zdaj, če bomo dolgo v tem jajcu, bo začel smrdeti. Je treba ven, je treba narediti, je treba zadihati našo svobodo in našo suverenost. In če sami ne bomo naredili, kdo bo? Vidimo, da oblast, ki je prodana, ne bo. Vidimo, da poslanci, ki naj bi bili in ki naj bi izdelali za dobro državljanov, niso to, kar smo mi mislili, da so. Dovolj je. In mi smo zdaj na mestu in v času, ko moramo sami vzeti naša življenja in našo domovino v svoje roke in jo oblikovati po naši podobi človeka, Slovenca, Slovenke, ki imamo znanje. Ustanovili smo eno prvih držav, tako Karantanijo, ki ne vem, če že kaj, zdajle v tem času na svetu. Ameriška ustava je delno postavljena na naših osnovah. To vem, ker sem delala z nekaj ustavah, ampak dajmo se zavedati, mi smo tukaj odgovorni zase. Ne se več zanašati na nobenega politika, na nobenega zdravnika, na nobenega pravnika, na ustavno sodišče, na parlament, na vlado, na svet. Hvala se obroti, ne? Da ste zaljubili, ste proti! Da ste zaljubili, ste proti! Vaš službe! Vaš službe taj! Upam, da lahko spite pomoč! Veste, kaj se mi? Kaj samo da mi spoštovani? Proti parking to pomoč, ali mi smo vse kifrali. Čakaj se. Gremo še enkrat, ampak dajmo, prosim, meni je tale kitica, ki je samo za nas, Slovence.
edinost, sreča, sprava. Dajmo to zapet, pa potem še življenja vsi narodi. Ker jaz doživljam to zdravico, najprej kot slovensko zdravljenje in potem kot zdravljenje vsega sveta. Edinost, a znamo zapet, a boste pomagati. Sreča, sprava k nam, nazaj se vrnejo. Ne dela. Nisem dobila še mikrofon. Baterije. Devetih se, pa če se ob 9 odpre. V bistvu, mogoče se bomo slišali, a se slišamo zdaj ne boljš. Mal po zlobih tudi. Dajmo se, jaz vam eno informacijo za poslance, ki tukaj sem hodijo. Spoštovani, več ko je cenzure v državi, večji je strah obvladovati. In to, kar se zdaj dogaja, je njih najbolj strah, da se jim zgodi ljudstvo. Mi smo ljudstvo! Bomo videli, bomo počakali na baterije. Mi smo ljudstvo! Čigava je Slovenija? Naša! Čigava je domovina? Naša, slovenska! Čigava so naši otroci? Naši! Kdo se bo boril zanje? Mi! Vsi! Vsi! Ne glede na vse. Jaz vedno povem na mojih videih, vse ženske smo mame. Ker vsaka ženska, ki ljubi otroka, niti ni nujno, da je njen, ki ljubi mladiča, ki ljubi žival, ki ljubi rastlino, ima žensko energijo življenja. Ženske, mi smo življenje! Kaj smo mi? Življenje! Ženske, kaj smo mi? Življenje! Moški, kaj so moški? Povejte mi. Oni so odločni, ki nas... Moški smo danes tukaj, Slovenci pravi, srcem, za sebe, najprej za sebe, potem za vse ostale, za vsako spoštovanje do življenja. Vsak ima pravico odločati. Vsi so se odločili, tisti, ki so se odločili za cepljenje v redu, dobenega nismo mu to preprečevali, da nam bojo pa oni polagali in nas lovili in cepili prisiljeno, pa ne bomo dopustili. To je protiustavno, to je protiživljenjsko. Mi smo najprej ljudje, bitja, živa bitja. Mi se ne bomo imeli čez svobodo. Slovenija, Slovenci. Mi smo odgovorni zase, ta trenutek. Ne glede, koliko smo stari. Vsak, ki ima 18 let in več, je odgovoren za to, kar se dogaja. In za to, kar se bo dogajalo. Zato, a bomo mi zaščitili vse Slovence v sedanjosti in prihodnosti. Vse dojenčke, vse majhne otroke, vse, ki
ki nam pripada svoboda ljudje. Ko smo mi prišli na to zemljo, to domovino, nam pripada svoboda, suverenost. Suverenost pa pomeni, da se lahko odločamo po vesti. In mi vemo, kaj je vest. In mi vemo, kaj je prav. Ker jaz osebno, pa verjeten marsikdo tukaj, ne potrebuje nobenega parlamenta, da mi pove, da je ubijanje prepovedano, da je goljufija prepovedana, da je laž in izkoriščanje prepovedano. Jaz to vem, ker sem človek. Ja, ampak mi vemo, ker smo ljudje in nam ne potrebujemo nobenega, da nam predpisuje. Kaj govorimo? Kaj mislimo? Kaj pišemo? Kaj bomo dovolili obriskati v naša telesa? To je naša odločitev. Nič ne bomo govorili več o cepljenju, ker je lahko to problem zaradi. Dajmo mi dojeti, da z našo voljo, brez besed, mi zdajle kreiramo družbo brez cepljenja. Brez cepljenja. In delamo, kaj še delamo, ljudje moji? Prestavljamo, katarzo delamo, ker mi smo deljeni skozi tisočletja, oni tretji. Tale naloga zdajle naša je, da naredimo končno pravi popravni izpit. Smo nekaj spustili. Zdajle je borba energij za ljubezen. Za domovino. Obvečam, da gre se prijavljen zgor. Gospodje policaji, familije, imate počasnika na našo stran, včasih zmontujemo. Eno sporočilo. Mi smo tukaj mirni in samo, kar delamo, je zavedanje svobode. Spoštovana policija, če ste vi tukaj v službi in rečete, smo samo v službi, je tako, kot je bilo pred tolikimi leti, od leta 1933, ko so šli glave v pesek, in so naredili holokaust. Mi ne bomo dovolili. Mi smo spoštovali vas, imate svojo prisego in po prisegi ste odgovorni ljudstvu, narodu, neodvisnikom. Zato paste na ljudstvo, ki vas plačuje vse nas in tudi bomo naspevali. Spoštovanje z vaše strani bo tudi in bo z naše strani in spoštovanje najde vedno pot v harmonijo. Če spoštujemo drug drugega, ne glede na vse, če sprejemamo drug drugega, a imamo možnost se skregati, lahko se samo objamemo in rečemo, razumem te, naredi, kar misliš, kdo sem jaz, da obsojam, kdo sem jaz, da te prepričujem, kdo sem jaz, da zahtevam, da delaš po predpisih. Zato smo ljudje, različni, čudoviti, edinstveni. Noben od nas ni dvojnik nečesa. Mi smo originali, pravi, kot vsi policaji, kot vsi poslanci. Vsak od nas ima svojo nalogo zavedanja in iskanja, kaj smo mi prišli narediti v ta svet, na to zemljo slovensko, v ta čas. Mi smo prišli zato, da naredimo katarzo v smeri, da se združimo vsi na veke vekov. Amen! Združimo se! Pravica! Svoboda! Jaz sem sanjala tak dogodek,
sicer z več ljudmi, ampak nič hudega začetek. Lani, prvi moj sporočilo, marca lani, 14. meni se zdi, ljudje, enotnost nas bo pelala. Enotnost nas bo pelala v prihodnost. Enotnost nas pelje v obilje. Enotnost nas pelje v svobodo, v suverenost, v zavedanje, da smo ljudje. Duše. Ne bomo se dali, ne bomo se dali, nikoli še eno zapojmo. Še eno zapojmo. Kjero bomo zapeli, a lahko eno... Tam so pevski zbor, ne? Eno tako, ne bi pa povedala. Ja, dajte mi. Pozelenila je tam višečem kraju, listje me osipala, jav sem, da sem v raju, veje raste zavala, miruje mi sozo, meni daje do srca, segala globoko. Meni daje do srca, segala globoko. Majhna valjica, večno ne bo stala, nova pomlad zelena, nov cvet pognala, stopen bodo knjižice, knjižice vesele, pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele, pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele. Nimi, samo 4 besede bi povedala. Tukaj na tem mestu zdaj sidramo ljubezen na teh temeljih zla, ki so tukaj postavljeni. To se zavedajmo. Vsak v svojem srcu požene korenine ljubezni skozi svoje stopala na ta prostor, ki je poln zla. In zavedajmo se cel čas, kar tukaj stojimo. Hvala, Ksenija. Zdaj, Ksenija je dala čudovito izhodišče. Če ste za, lahko naredimo... Ne, v redu je. A se sliši? Ne, me sliši se nekaj si naredila. Včasih, samo na moje, na mene. Na mene. Na mene, evo. Tako govori. Zdaj se bo slišala, ne? Pa gremo. Drži, gor drži, prav gor drži. Ksenija je dala čudovito Izhodišče. A gremo lahko v meditacijo? kako nam televizor Tako, gor drži. se ne zavedate, ker smo večkrat narodali. Aha, se bo. Če zapremo oči In si predstavljamo, da je... in si predstavljamo, evo, te poslanci more, proti zakonu o
spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih. Ne dovolimo, da nam bodo drugi kreirali naše življenja in zdravje. Jaz ne čutim več, da so predstavniki nas ljudi. Oni so predstavniki kapitala, denarja, farmacije in verjetno tudi svojih predsednikov, ne ljudstva. In vodijo državo kot Slovenija d.o.o. Tako je, to mi že vemo in zato imamo vso pravico, da se postavimo zase. Če si lahko gledamo, če si zamislimo, da so naša stopala podaljšana pol metra v zemljo in iz naših prstov rastejo korenine in se prepletajo med vsemi nami kot zavedanje, kot ljubezen, kot spoštovanje in kot svetloba. Mi smo svetloba. Pod zemljo, nad zemljo in v zraku, na krilih svobode in na krilih ljubezni. Zdaj le plujemo v drugačen čas. Tako da mi smo tisti, ki bomo enostavno ne lažje vpijem, meni se zdi, pa kar tole držim. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala, ki smo tukaj. Hvala, ker delamo za vse nas. Bravo! Bravo! Delamo novo zgodovino. Mi tukaj zbrani ustvarjamo novo energijo in nov čas, ki ga ne bomo nikoli več zgrešili, nikoli več pozabili. Da ni nujno, da bodo vse kadarkoli na oblasti. Tako da jaz ti po en stran razumem. Strah jih je. Vseh, ki so zdaj na oblasti, je strah, kaj bo, ko ne bodo več na oblasti. Ko bo dejansko na oblasti narod, mi ženske in mi moški. Žene začnejo delati. A še kakšna mama? Še kaj povedala. Mama posluši, no. Od ozadja, ni prišla spredi, je prišla takle od ozadja. Kaj so to? Samo zvoje. Ja, kaj smo tukaj danes? Se ne bo slišal. Danes smo tukaj, da postavimo meje. Samo to, ljubezen je tudi postavljanje meje. Tukaj smo, da jih postavimo pred dejstvo, da so odgovorni nam, da delajo za nas. So v naši službi in morajo glasovati za naše dobro. Če so pozabili, ne vem, mogoče nikoli sploh niso to počeli. V 30 letih je vse šlo samo navzdol. Vsi so govorili o Novi Švici. Jaz lahko povem, moj oče je bil na položaju, pa je govoril, on je bil idealist in je točno vedel, kakšne potencijale ima Slovenija. Od firme do firme, vsa podjetja so pokale od moči. Ljudje so bili zaposleni, prvošli smo si ga.
oni pa so v 30 letih nam vse razprodali, tujmu gospodarju, nekomu drugemu. Jani Moderndorfer, proti! Za nas, za Slovenijo, za življenje. Za svobodo! Ne kapitalu! Dajmo se nekaj zmeniti. Ko prihajajo noter, naj jih en nagovarja, da jih slišimo tudi njihov odgovor. Tako je. Kaj imajo za odgovoriti nam, ljudem. Mi smo se odločili, mi smo tukaj vsi proti zakonu. Tako je. Ker nismo več sami. Ljudje, pridite. In zdaj, ko so nam vzeli vse, že premoženje, razprodali bi vse, vode, vse, kar imamo dobrega, našo naravo, neverjetno naravo, edinstveno na svetu. Mi, Slovenci, mi smo posebni narod. Vsak je malo raziskoval svoje korenine, ve, da smo posebni. Ni takih na svetu in imamo tudi to nalogo, da smo tukaj danes. Slovenci. Tako, živi Slovenci smo tukaj danes. Jutri nas bo že več, mi moramo samo dati ljudem pogum, da se izrazijo. Slovenci smo bili generacije in življenja, smo bili piščani dol, da se nismo izrazili. Zdaj je čas, da se izrazimo. V redu je tudi, da kdaj kako jezo izrazimo. Ni problem. Na koncu bomo pa vsi pogovorili, pa pomenili. Če smo vsi za življenje, se bomo vse zmenili. Bravo je! Ko je pa proti življenju, proti ljubezni, pa naj ostane tam, kjer hoče. Tako je. Pa naj... Ne v parlamentu. Ne. Že se noč zaprejo. Poglejte, kdo so voditelji? Dobro je to povedati jim, da bojo začutili to odgovornost. Do zdaj, karkoli so sprejemali, nobene odgovornosti ni bilo. Danes jih pa postavljamo tukaj. Vse, kar bojo izglasovali danes, jih bomo mi držali za to. Še nekaj. Ljudje, kar bodo izglasovali kadarkoli, ne se bati. Mi, narod, imamo moč, da vsako stvar prekličemo, ko smo tukaj, zbor slovenskega naroda, 800 000 ljudi. Tako, kdaj smo uspeli, ko je bil plebiscit, ko smo se vsi odločili za svobodno Slovenijo. In zdaj je naša naloga, da se vsi, ne glede na to, kaj nam bodo noter zakuhali, odločimo za novo svobodo. Za in ne le naroda, vsakega človeka zase. Mi rabimo svobodo, da jaz odločam o sebi, o mojem telesu, o mojih mislih, o mojih čutenjih. Kdo si ti, ki mi boš predpisal, kdo sem jaz? Ni ga! Ljudje, mi se moramo samo odločiti, kaj si želimo in to podpirati. Odločeni smo! In tukaj izrazimo skupaj, kaj si želimo, kakšne voditelje si želimo. A si želimo srčne, modre ljudi, ali tiste, ki bojo stremeli k služenju, k nabiranju premoženja. Tako, videli smo, kako sklanjajo glave. In mi si tega ne želimo. Mi si želimo modri ljudje. Tako, mi bomo postavili, Slovenci smo mali, smo močni in ne rabimo druga gospodarja. Mi bomo svoj gospodar na svoji zemlji, ki jo ljubimo.
Slovenija bo ta naša, bo cvetela, noben ne bo lačen, noben otrok ne bo pozabljen, noben star človek ne bo nekje hero, ne bo pozabljen, skrbeli bomo za vse ljudi in za vse je dovolj, več kot dovolj. Lahko bomo še drugim narodom dajali, ne pa da bomo mi prosjačili za tisti denar, pa vse zraven, kar morajo podpisati, da se moramo držati. Tako, oni imajo pa neskončno lakoto, ta pohlepje strahu in več čas sledijo samo temu. Mi smo pa polni, mi pa lahko damo, koliko pa rabimo, svobodo pod soncem, da nismo lačni, da smo srečni, da se družimo, da se opevamo. Imam še dodaten predlog. Nehajmo govoriti, da bomo. Miha, mi smo! Ani, daj še ti kaj povedati. Ni problem. Ani, samo nekaj. Pridi. Ja, in lep pozdrav vsem skupino. Jaz sem vesela za vse vas, da izrazimo to, da se ne strinjamo, da predvsem cepci odločajo o naši prihodnosti, da zahtevajo od nas, da se cepimo s cepivom, ki ni preverjena, ki ni preizkušena, za katerega vejo, da nikoli ne bo registrirana. Ampak v njim to niti ne bo pomembno, ker vmes bo to države posledice. V glavnem, danes smo tukaj zato, ker oni želijo odločati o zakonu, ki bo nam vzel kompletno svobodo. Ampak, če nam bojo napovedali vojno, bojo vojno tudi dobili. Mi svojih življenj in svoje svobode ne damo. Ranica, hvala lepa. Mi si pa vsem prizadevamo, da vojne ne bo. Ne take, ki so jo mislili, da jo bomo imeli. Oni računajo, da se bomo stredali in pobili med sabo, da njim ne bo treba nas pobijati. Ne bodo uspeli, ne bodo. Mi smo zavedni Slovenci, ki vemo, kaj smo in kaj hočemo. In mi znamo z voljo in z energijo stati tukaj 24 ur na dan, verjamem in jim povemo dovolj. Enotni, 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 enotni. A veste ono, vse eno je iz besed. Vse je eno. Vse je eno. Vse eno je vse. Mi smo eno telo slovenskega naroda. Vseh 2 milijona. Vsak od nas osebno. Človek, živi človek je celica, je atom tega našega telesa narodovega. In veste, kaj smo naredili v 30 letih? Dovolili smo, da se rakave celice preveč razmnožijo. In zdaj je čas, da te rakave celice si stisnemo iz narodovega telesa, ker jih ne potrebujemo več. Kot veste, kdaj človek, ki je zelo bolan, prestopi, ko se začne zavedati, da je treba nekaj spremeniti v življenju. In mi zdaj vemo, v življenju naroda je treba spremeniti stran sovraštvo, stran jeza, zavist, noter v srce naroda in v naša srca ljubezen, spoštovanje, zavedanje. Mi tukaj dvigujemo kolektivno zavest in ko bomo imeli kolektivno zavest,
tako, ki nam pripada kot Slovencem. Takih ljudi ne bodo nikoli več mogli priti na oblast. Vsak je dosti pogumen, da samo vidi. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa Mini za ta dogodek. Tukaj se nahaja cvet slovenskega naroda in dovolite, da v naši sredi pozdravim tudi policiste in jim postavim eno vprašanje. Spoštovani gospodje policisti, ste prepričani, da ne boste tudi vi žrtvovani skupaj s slovenskim narodom? Ali ste res prepričani? Kajti v slovenskem proračunu so že predvidena sredstva, da vas vse zamenjajo z tujimi plačanci in z umetno inteligenco in z blockchain. Prosim, zavedajte se tega. Oni imajo svojo agento že od ne vem kdaj. Tile policisti nimajo. Policisti so del ljudstva, moramo jih pa zbuditi in povedati, da so skupaj z nami. Skupaj z nami se prehaja nekje naš prijatelj Gregor Kos z napisom, ki na eni strani pomeni prepis iz slovenske ustave, 3. člena, v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Vprašajmo se, ali ima res v Sloveniji oblast ljudstvo? V Sloveniji mora imeti oblast ljudstvo, pa je nima. Zdaj se vprašamo, kajti tukaj ste zbujeni ljudje. Ali so korona ukrepi, maske, testiranje, cepljenje res namenjeni našemu dobremu počutju? Komu so namenjeni, Madonna? Za koga delajo tele pritiskovalci na gumbe tukaj noter? Ne, za koga delajo predsedniki strank? Tako je. Odkot prihajajo komande? To je največja tragedija. Mi imamo tak lep parlament tukaj. Kdo sedi noter? Prenašalci volje globalistov. Zadnji čas je, dragi moji, da se zavemo. Napisali so agende, s katerimi nas zastrupljajo, ropajo in ubijajo. Kaj nam še manjka? In ta zakon, ZNB, uzakonja zadeve, uzakonja satanizem. Zadnji čas je, da se dvignemo in tako, kot je rekla Mini, da pozabimo na vse delitve, ki so umetno vnešene med nas. Na leve, na desne, na krščane, na druge, na tretje. Skupaj smo en narod. Jaz vas nekatere poznam, nekatere ne poznam, ampak mi smo tukaj pravi srčni, taki, ki vemo, kaj hočemo v življenju. In dajmo se zavedati, COVID je dejansko agenda za nekaj drugega. Za prevzem oblasti, za ubijanje prebivalstva. Če gremo gledati že iz leta 1800 pa še malo, ko so bili plani Eugenics, je bilo že takrat povedano, da smo samo nekoristni jedci. Mi smo ljudje z zavestjo in z dušo in z ljubeznijo do sebe, do naših najljubših in do domovine. Tako da, prosim, pridi, bomo še eno nekaj poslušali. Ti bi rabila mikrofon, upam, da bo Halo, ja, bo. Evo, tole gor držiš. Dobar dan, Darja Lovšin, tvoja sledilka. Veliko si nam povedala, tudi meni osebno. Zdaj bi pa jaz rada nekaj sporočila. Okay, se slišimo. Darja Lovšin, urednica sem revije Tita, edini medij, ki sporoča državljanom, našim bralcem. Se slišimo? Kaj pa ne delam? Halo, ja. Torej, edini medij,
ki sporoča državljanom, da cepljenje ni varno, da se moramo zavedati, da smo eksperimentalna skupina, ki jo pač velika farmacija izrablja za svoje namene. Revija Dite namenjena diabetikom, ki so bili prvi privilegiranci med kroničnimi bolniki, ki so jih pozvali, naj pridejo preizkušati eksperimentalno osnov za boljše zdravje. In resnično nismo zato tukaj, da našim bralcem sporočamo laži, zato ozaveščamo. Želim seveda, zelo dobro poznamo, kaj pomeni imunski sistem, kaj pomeni zdrav življenjski stil za to, da si ohranimo svoje zdravje in smo popolnoma prepričani, da si lahko sami ohranimo zdravje brez prisilnega cepljenja. Za naše, ali pa ne vem, čigave poslance smo pa tole napisali, kar smo danes podelili, da so v Evropski bazi podatkov o prijavah neželenih reakcij na zdravila Evropske medicinske agencije EMA doslej prijavili 16.523 smrtnih primerov po prejemu eksperimentalnih cepiv proti COVID-19 do 26. A še to niso vsi prijavljeni? To pomeni, to so umrli. Po vse seveda mislimo lahko, da je to vrh ledene dobe. Torej gre za to, da so samo v zadnjih 21 dnevih prijavili 2656 novih smrtnih primerov in hudo poškodovanih ljudi 102.000. Gre za to, da naši poslanci danes sprejemajo zakon, po katerem nas bodo lahko kljub tem strašljivim podatkom zapirali ne samo doma, ampak tudi če kam drugam, če bomo tudi zdravi. Zato pozivamo poslance Državnega zbora Republike Slovenije, da začnejo delovati v skladu s temi podatki in zavarujejo zdravje državljanov. Da zavarujejo zdravje državljanov na način zdravje. Naj poslanci zavarujejo zdravje državljanov na način, da se takoj preneha promovirati cepljenje proti COVID-19. Cepljenje nikoli ne sme biti stvar politike. Cepljenje ni stvar politike, temveč je skrb za zdravje. V prvi vrsti stvar posameznika. Nobene potrebe ni po sprejem zakona o nalezljivih boleznih. Še manj je potreba po sprejemanju zakonov po hitrem postopku. Hvala. Čeprav naše srečanje ni samo zavedanje, zaradi da se nam odlagajo ukrepi in cepljenje, mi se zavedamo že eno leto in več, odkar smo bili zaprti, da ni problem, da je problem v bistvu vse, kar se dogaja. Ljudje so ostali brez služb, ljudje izgubljajo zaupanje vase, ljudje so dojeli in jih je strah, kako bodo preživeli svoje družine. Mladostniki, pubertetniki ne smejo ali niso smeli iti na randi, se za roke prijeti z ljubljeno deklico ali s fantom in povemo, a vemo, kaj mi ustvarjamo iz naših mladih, iz naših otrok, a vemo, kakšne strahove jim delamo. To bo posledica generacij, ta strah. In naša dolžnost staršev, vseh, ki se zavedamo, ki imamo otroke, ki nimamo otrok. Otroci so naša bodočnost. V slabšanje zdravja, ko so nam povedali, da ne smemo ven, da ne smemo na sprehod, so zavestno nam slabšali zdravje. In naša naloga je, ne glede na to, kar bodo oni noter sprejeli,
Naša naloga je državljanska nepokorščina. Jaz sem že povedala, mi smo ljudje, mi smo kot državljani in posamezniki praktično črpali vse pravne možnosti. Spoštovanje pravnega reda, spoštovanje zakonov, čeprav nam niso v prid. In smo šli v pravno prebujanje ustavnega sodišča. Ustavno sodišče nas je izdalo zahrbtno z nožem v hrbet. Pa zdaj si res naprčil na vlado, kako je to možno? Kako je to možno? V Evropski uniji je predsednik arestant. Kako je to možno? Ne gremo na osebno, gremo na zavedanje. To smo in toleranco. Jaz, če me kdo posluša, rečem tudi. Hvala Bogu, da imamo take ljudi, kot je predsednik vlade in take ljudi, kot je predsednik države. Ker samo one dva sta nas spravila sem. A mi vemo, da vsak kič, ko so bili protesti, je bil ta človek na vladi. Kdo nas druži? Dajmo povedati, ne dobro življenje, borba za svobodo, proti totalitarizmu. In zdajle, ko smo izčrpali vse pravne možnosti, imamo samo eno pot, ljudje moji, da se odločimo, da sami vzamemo oblast v svoje roke. Za začetek državljansko nepokorščino. Živimo svoje življenje, ne škodujmo sebi, ne škodujmo drugemu. In to je naša mantra, to je naša odgovornost, to je živeti državljansko nepokorščino. Ko ne ubogamo neumnih zakonov, zakonom, ki nam škodujejo, zakonom, ki nas ubijajo, ne dovolimo, zato živimo svojo državljansko nepokorščino. Jaz mojo živim od 13. marca lani, ko smo doživeli prvič državni udar. To Mimi, bravo, Mimi! Mi smo tisti, ki se zavedamo ali pa ne. Oni ne vejo, kako se mi zavedamo. Oni mislijo, oni živijo v svojih kokainskih oblačkih, pa alkoholnih oblačkih. Kakšnih oblačkih? Mi živimo pa življenje. Bravo! Živo! Vsak dan! Meni je že ful vroče. Neko še kaj povedati. Mimi, a hočeš klepus? Danes, lejte, jaz nisem načrtvala, da se je zmenili iz tega. Vsak, ki hoče, ima pravico povedati. Tako da ni omejitev, me ne zanima, kaj boste povedali. Vsak zase ve. Nimamo omejitve. Srce govori tukaj in nič drugega. Pa govori srce, je vse prav. Hvala, Mimi. Ta hiša je naša. Ta pločnik je naš. Ta cesta je naša. Gospodje, ki imajo modre uniforme, mi jim dajemo pomoč. Vsi, ki sedijo tukaj notri, mi jim zagotavljamo plače. 30 let smo gledali stran. 30 let smo mislili, da se ne bo zgodilo to, kar se dogaja. 30 let smo prepuščali naše odločitve drugim in dobili smo
največjo obliko fašizma, ki se je začela lani in se samo stopnjuje. Če bi njih v tej hiši zanimalo zdravje, bi sprejemali predpise o prezračevanju objektov, o zdravilih, o gibanju, o dihanju, o zdravi hrani. Vse, kar jih zanima, je omejevanje državljanskih pravic in svoboščin. Želijo nas do konca spraviti na kolena, da bomo lačni, brez denarja, brez pravic in da bomo lahko samo kimali, ampak ne bomo. Brez problema so se podpisali pod sporazum z interameriško korporacijo. Vsem možnim so dali imuniteto. Vse so naredili proti ljudstvu. Zato, da lahko še bolj služijo. Res je! Da se nam zmerijo, če sta okno sečinjeni noter. Ta hiša ni edini problem. Tam je večji problem. V tisti hiši je podpisal gospod, da so tukaj sestavili koalicijo. In potem je tam še ena hiša, kjer nas od oktobra lani izmejavajo, niti ne obravnavajo ustavne pobude na zakon o nalezljivih boleznih, ki so ga lani sprejeli in zdaj sprejemajo že tretjo različico tega zakona. Zakaj? Zakaj so vse to dovolimo? Ker ne dovolimo! In kaj lahko naredimo? Vse, kar hočemo in sami mi lahko to naredimo. Noben drugi. Problematiki začeli zavedati, kaj nam delajo. In res je, ko rečejo, da smo teoretiki zarote. Povejte vi tukaj, kaj od tega je teorija zarote, kar se nam zdaj dogaja. To je resnica, kamor nas pelejo. Teorija zarote je ameriška skovanka, ko so ljudje dojeli, da tudi Američane vozijo v peku s temi informacijami in s temi polinformacijami. Spoštovani, mi vsi, ki poslušamo, dajmo se zavedati, samo poštena informacija je tista, ki nas loči od življenja in smrti danes. Nepoštena informacija nas vodi v smrt. Nepošteno informacijo dajejo kdo? Mediji, kateri mediji? Niso naši, kupljeni so. Farmacevtski mediji. In dejstvo je, še ni eno leto, ko smo dojeli, če še kdo dojel, vse mediji v celem svetu imajo samo 6 lastnikov. Tako da tisti, ki veste, potem veste, da mi rabimo svoj medij. Mi rabimo pošteno informacijo, da bomo znali sami se odločati. Ti prodaj TV. Ja, bravo, vsi prodaj TV. Tlele je. Tudi tja. Se ni več časa, da smo razdeljeni, se moramo eno. Vsak dan od 10 RTV, nujno. In kem pa tam, dokler nehajo lagati. In naši mediji bodo ravno tako rekli, ko naši skupni policaji rečejo, to je samo moja služba. Ko rečejo zdravniki, to je moja služba. Ko rečejo sodniki, to je moja služba. Dragi moji vsi, ko rečejo drugi, me je strah kazni, me je strah tega. To pomeni izgovor, to pomeni, da potiskamo glavo v pesek. Rit pa v luk. Ni več izgovorov, ne, nobenih izgovorov. Vsi mi, ki se zavedamo, je naša naloga, da to energijo delimo. Da povemo vsem,
poglej si pravo informacijo pošteno, poglej, kaj si ti doživela v življenju, zberi svoje izkušnje, zberi svoje znanje, zberi svojo vibracijo in se odloči za ali proti. Dragi sodržavljani, vse, kar se zgodi v nas, kot intuicija, kot vibracija, je prav. Tudi, če je cepljenje, tudi, če je maska, tudi, če ostanejo doma. Če tak človek je suveren, ni pod vplivom nobenega. Suverenost pomeni, da mi živimo, kar verjamemo. Kdo od nas živi, kar verjame? Jaz! Kdo živi, kar verjame? Mi! Dragi Slovenci, dragi Slovenke, ko nas bo, in to kmalu, smo že v ko nas bo v energiji že, ko bomo kot telesa tudi, ko nas bo vse črno tlele, ko nas bo vse črno, vedite, zmaga je naša, to bo naša zmaga in že je, tako je. Zmago! 1. avgusta bo eno leto, ko delam akcijo zavedanje s tišino za domovino. In takrat so vabile 2, 3. Jaz sem sanjala, da bomo takole stali, en ob drugem in bomo peli zdravico. Samo to. In ne potrebujemo drugega. Takrat jim bo nekaj delali tam zadaj, kaj bo strah ta norce. Ker ne vejo, takrat ne vejo, kaj je v naših glavah. Če mi vse na glas povemo, se pripravijo naprej. Ne več, mi vemo, kaj hočemo. In ta energija, kaj danes bo potegnila, ker takrat sem bila sama, koliko sem bila sama. Jaz sem sanjala, sem nehala meditirati, da nas je. Zdaj pa smo. Sprememba, delamo, upamo si. Ženske so, če kdo, imamo mi jajca. Zakaj? Zakaj? Ker smo življenje. Ker mi rojevamo življenje. Ker mi jočemo, ko je vojna, ker mi sočustvujemo, ker so naši možje, sinovi ranjeni in padejo in so mrtvi in so naše hčere posiljene in otrok ne moramo varno spravljati. Zato smo ženske življenje. Ni več vojen. Je življenje in to življenje je v nas. Nas ženski. Moški ste tukaj. V mejnem številu, nažalost. Nič hudega. Gospe, žene, mame, vemo, da moški, ko je težko, stopi in nas podpre. A drži? Če ne ljubim, čisto se ločene. To je. Moška energija je akcija, je moč, je fizična zaščita. Ženska energija je negovanje, ljubezen, potrpežljivost, vztrajnost, crkljanje, otrok in moža, zakaj pa ne. To je naloga, zato ker smo, Bog nas je izmislil, dva spola in vsak ima svojo nalogo. In zato združeni, ne samo moški, ne samo ženske, združeni smo vse. Tako je. Pojma nimam, ampak želim vam nekaj povedati. Hodim na proteste nikoli zato, ker ga je organiziral ta ali ta. Grem zaradi ideje. Če smo isto misleči. Od mesec pa pol do skoraj 2 meseca OBS stoji pred RTV-jem. Vsak petek nas je tam celih 10. Ampak če mi zasedemo medij, da lahko samo skupaj
brez veze, ni važno, kje inicijativa je tam. Ideja je dobra. Ni važno, če je to troha. Ideja je dobra. Ja, dajmo nekaj s tem, pa se imena. Podpreti tja kot eno. Želimo nas prepričati, da smo sovražniki, ampak nismo, smo prijatelji. Pustite enega. RTV, ker če zasedemo mediji, smo 3/4 naredili. Tako je. Tukaj ni pomembno, kaj bojo izglasovali v resnici. Če se mi odločimo, da so oni podpisali svoj odpoved. To je vse, kar lahko piše. Tako je. Kjer smo že rekli, eno slovensko narodno dejmo. Ali pa zdravico, še enkrat, da čez bomo pa eno slovensko narodno. Ja. Jaz tudi hodim ob petkih pred RTV za gibanjem OPS, čeprav nisem članica niti gibanja, niti nobene stranke in nikoli ne bom članica, ker me ne zanima nobeno članstvo, ampak delujem po svoji notranji vodstvu. Tako da v petkih hodim pred RTV, ker mi je to pomembno, ker je naloga prava in ideja je prava in me tudi ne zanima, kdo sklicuje. Nikoli ne grem za človekom, grem za svojim notranjim vodenjem. Bravo! Lahko bi šla večkrat, samo pač delamo in ni možno vsak dan tja, nekateri jemljajo dopuste, pa so tam, vsaka jim čas, da so že od 14.5. pred RTV-jem. Jaz bi povabila ob 10 naprej, so tam ljudje zopet. Če bi bili vsaki dan tam. No, če bi danes zdaj recimo odločili, pa gremo vsi danes tja ob 10, bi naredili eno veliko stvar, magar ostanemo 1 uro. 1 uro danes potem le, da gremo tja. Jaz sem ob 6 tam, jaz sem odpovedala vse dopuste, morje me ne zanima, to me danem, da dokaj imamo tukaj... Ker znotraj protestnikov so zdaj ljudje, ki bi nas probali deliti, da se nam nikoli združili. In to moramo zdaj premagati. Podpiramo vse, kar je dobro. Osvoboditev RTV je zelo dobra stvar in pomembna stvar, potrebna stvar. Tako da vabim od 10 za poslušati, da se pa družimo tam borcem, da so res 2 mesta, da damo eno veliko podporo in da nas RTV vidi, da nas je veliko. Gremo še eno zdravico. Gremo sredino. A velja? Dajte vi začetka ste zaprave, ga pojete. Prosim. Kjera je pevka, ena gospa? Kjere so pevke, da začnemo? No, dej ti kaj. Sreča sprava, zdaj se vrnejo. Otroka ima slava, sina si v roke sežejo. Da oblast in njo čast, povred spet naša Božja last. Da oblast in njo čast, povred spet naša Božja, povred spet naša Božja last. Živi naj vsi narodi, ki delbeni dočaka dan. Tako
Jaz, če bi tukaj vztrajali 24 ur na dan ostanem, jaz imam doma živali, jaz moram poskrbeti za nje, tako da upam, da razumete, ker so same. Če bi vedela... Če ta zakon spremljajo, smo v spalkami. Definitivno, to sem hotela reči. Ne glede na to, kar nam pripravljajo, kar so se že odločili. Mi smo volja naroda in tega nam ne more nobeden vzeti. Razen mi sami, da prepustimo oblast nad nami drugim. Svoboda, suverenost, zavedanje nas čakajo od tega trenutka dalje, ker nas je skozi več, ki vemo. In ni problem nič drugega, kot to, da nas delijo. Dost je tega. Bodimo eno skupaj za vas narod. Še vedno A veste, kaj pomeni propagandna mašinerija? Lahko si 100%, da boš zdržal, pa ni nujno. Zato se potrebujemo dvigati, objemati, srečevati, pomagati en drugemu. In to je to. Ko bodo izglasovali, moramo biti takoj tukaj. Takoj, ko bodo izglasovali. Jutri? Ne vem, jaz tudi ne vem, kdaj moramo slediti, kdaj bodo izglasovali. Bo pač naredil, tako je Ksenija rekla, po svojem srcu. In to je to, da moramo. Proces je, spoštovani moji, proces je dvigovanje zavedanja. To ni kar takole naredimo, zdaj pa sem za ali pa proti, ali pa slišam moj srce. To je proces, ko začnemo ljubiti sebe. In takrat smo avtentični, to, kar smo. In ne potrebujemo se spreminjati. Mi potrebujemo samo dojeti, kdo smo mi zares. Ne to, ker so nam programe napisali, ker so nam povedali, da smo. Mi smo duša, ki želi in živi svobodo. Gremo pa smo. Tako da jaz bi, če še kdo hoče kaj povedati... Se povedal. Moje ime je Miha. Bravo, Miha! Hvala. In vse, kar počnem, je, da se izražam. Jaz ne pričakujem, da mi bo kdo sledil, tudi jaz ne moram slediti ali pa se postavljati pod neko krilje. Enostavno ne morem. Jaz živim svobodo in bom vedno živel. Lahko pa korakam ob vseh tistih, ki so za svobodo. In samo to počnem. Nič druga ne počnem. Ni me pa strah povedati, kar čutim, pa kar mislim. In to počnem. Po svojih najboljših močeh in samo to bom delal. In kar se mene tiče, je to dovolj. Da dajem tudi drugim ta prostor, da se priključujejo. In enako podpiram gibanje OPS, njihov način boja takrat, ko zmorem. Ne morem se pa jaz podrejati več nobenemu, kakršnikoli gibanji. Moje gibanje je edino gibanje za svobodo. Zdaj bom še jaz povedala, jaz sem Mini Zajska, začetka sploh nisem, ker je bilo čisto drugače. Jaz sem mislila, da bom spet sama in smo se kar zbrali. Tako da super. Jaz sem sama, poslušam svoje srce in moj občutek za pravičnost in za vse ljudi. In ne moram se več podrejati nikomu, ki bo rekel, da moram tako misliti, kot on misli, ali pa ona. Dost je. Lahko živimo v sožitju, v razumevanju, v toleranci. Ni problema. Ampak ne mi govoriti, kaj jaz smem in kaj je moja dolžnost. Moja dolžnost je, da ljubim sebe, ljubim moje najljubše, ljubim domovino in ljubim življenje. Ker je
se spontano ljudje. To je bistvo vsega. To ni režirano, ni nobeno režirano. Noro je, avtentično je. In to smo mi. In to je tisto, hvala Bogu, smo se zbogali sami s sabo in ne zgodili. Tako je, tako je. Tako da mogoče bi zdaj lahko stanemo, ne stanete, zdaj če je ura, ne vem, koliko je, potem ni problema. Jaz moram za moje mucke, piščančke in vsa poskrbeti, ker sami ne morajo. Tukaj pa je omejitev. Takrat, ko bomo pa šotori tukaj, pa s palkom tukaj, bom pa dala moje živali potem. Jutr moramo priti, jutr odločajo. Ne, danes odločajo. Jutr treba povedati. Kdaj odločajo o zakonu? Danes je obravnava, predvidoma ob 14. uri. Predvidoma nekaj ur. 5 ur še malo. Vse odločitve, ne samo te, bojo pa jutri na glasovanje. Predvidoma jutri zvečer, če ne celo po noč. Ampak, vse vemo, kdaj jutri pride. Ki jo mi plačujemo. Da naj drugače razmišljajo. Ker dejstvo je, Gregor, oni se lahko sprot zmišljujejo, kaj bodo delali. In dajo na glasovanje in spremenijo vse skupaj, zato da nas prevarajo. Pa nič hudega, mi smo tega navajeni, smo že trdo živi in bomo začeli po svoje. Tako že gremo mi pa po svoje. Narod, mimo oblasti, mimo parlamenta, mimo režimov, mimo nacizma, gestafa, fašizma, ker se nam zdaj kaže. Nimamo še spomin, ker so nam starši povedali, kaj je to. Mi imamo še spomin, onih so zdaj stari 18 let, nimajo še tega več spomina. Imamo na zločine proti človeštvu. Tako To je. je tisto na koncu. In zločin proti človeštvu ne zastara, ljudje. Vedno bodo čakali, kdaj bo kdo prišel. Pred mano. Hvala lepa, da vztrajate. Se pravi, zadeva je zelo enostavna. Jaz verjamem, da ni prijetno, ko človek razmišlja oziroma in ga takoj karakterizirajo nekam, teorija zarote in tako naprej. Verjetno bodo tudi mene zdaj takoj povezali, ne bo prvič, verjetno tudi ne bo zadnjič. Vendarle, vedno govorim stvari iz prve roke. Ničesar ne govorim na pamet. Dame in gospodje, Janez Pozeba pravi, da je RTV levičarski. Če je RTV levičarski in če sem jaz leglo levičarjev, zakaj potem nisem dobil v celem enem letu, da bi povedal svojo plat zgodbe? A si predstavljate to, da nekdo eno leto stresa na vas, blato, vas potiska, javno linča in živimo v takšni demokraciji, da človeku, ki je oče 4 otrok in mu ni vseeno, da mojim otrokom zakrivajo nasmeh. Kdo ima najlepši nasmeh? Otroci! In zakaj, da mu ga jaz zakrivam? Samo eno vprašanje imam. Najprej so rekli, da otroci niso ogroženi. Otroci ne bodo rabili mask. Danes pa že razlagajo, da jih rabijo in vse te stvari. Ponavljam še enkrat, da ne bo pomote. Kdor želi imeti masko, naj jo ima, nimam nič proti. Zaradi mene, če jih nosijo 7, me ne moti. Samo lepo vas prosim, ozunaj na zraku, ko je najlepše sonce, vendarle pri svojem zdravem razumu naj me obsodijo, da sem znorel, ampak nikakor ne morem pristati. Raje pristanem na lisice, na soncu. Prosim vas, da se razumemo. Resnično, kar se tiče mene samega, stvari se dogajajo same od sebe. Jaz sem bil danes na poti na gospodarsko razstavišče, kjer bom normalno glasoval proti slabem zakonu o vodah. Zdaj pa, ne ploskaj, počakajte. Glejte eno zadevo, ki je zelo sporna. A je možno, da pri taki resni situaciji, cel cajt sem verjel,
da bo ljudi, 90 poslancev, da jih bo združila voda, ker brez vode ni življenja. In razočaran sem, ker jih je združilo cepivo. In potem še nekaj, da vam povem. Nimam težav primer s cepljenjem, ker sem cepljen od rojstva, kle, pa tako naprej. Pa nimam težav. Hočem samo vam povedati, če bi propagirali zdravo življenje, zdravo hrano, kultura in šport, 5%, koliko propagirajo COVID, pa mi bi bili najbolj zdrav narod. Da ne bo pomote, iskreno vam povem, mama je kot od Tonina mama bila bolana. In verjetno nista bile edine mame, ki sta bile bolane. Je pa razlika, da od Tonina mama ima veliko prednost pred vašim našim mamam. Oni ne čakajo v čakalnih vrstah. Hvala za takšno enakopravnost. Da nadaljujem. Je mama rekla, jaz sem ogrožena skupina. Pa sem rekel, ok, mama, gremo se tako zmeniti. Ti se cep, očeta pa pustite pri miru. Pa sem rekel, imamo vsaj 50-50 situacijo. Zakaj to govorim? Jaz bi se prvi cepil, glede na to, da je pravijo majhna smrtnost oziroma majhni stranski učinki. In če je temu tako, zakaj nihče ne prevzema odgovornosti? Samo eno vprašanje imam. Evo, dame in gospodje, na to, če mi lahko nekdo odgovori, jaz se jutri cepam in dovolim Janezu posebej, da me cepi. Samo eno vprašanje. Zakaj, če vemo, da je nekaj minimalno, nihče ne prevzame odgovornosti? Samo to me zanima. In če bi prevzel odgovornost, verjemite mi, gospa, s veseljem. Ampak, mimi, seveda, da bo pa meni nekdo rekel, eno leto mi bo ubil v glavo, cepi se. In jaz razmišljam, ok, zaradi solidarnosti pravijo, ne? Zaradi solidarnosti. In jaz jih sprašujem, kje je naša solidarnost, ko gre za lakoto? Kje je naša solidarnost? Cepivo že obstaja, ki se mu reče hrana, v razvitih državah jo na to ne mečemo vsak dan stran, nekje pa nimajo niti 10 gramov riža na dan, primer. Ampak ok, to se ne dogaja pred nami, tega ne vidimo na televiziji, kaj imamo mi z unim svetom tam. Potem se pa čudimo, ko ljudje prihajajo v Evropo, češ, oni so naši sovražniki. Skratka, da ne odolgovezam, hočem vam povedati, podpiram vsakega, da ima svoje mnenje. Pripravljeni smo normalno na pogovore. V marsičem mogoče ne bomo najdli skupne točke, vendarle je pa pomembno, da imamo vsi enake možnosti, ker tako naj bi bilo. Ampak iz prve roke vam še enkrat povem, na žalost, nimamo vsi enakih možnosti. Budite za ljudstvo in glasujte proti! Skratka, kakorkoli, danes in jutri se bo pokazalo veliko. Danes ne pozabiti, danes, jutri in pojutrišnjem lahko rešimo vodo. To je zelo pomembna situacija. Druga pomembna situacija je to, da se bo pokazalo, ali od 90 poslancev, ali resnično kdorkoli od njih dela v interesu ljudstva. Da se zavedamo, nas je tukaj zdaj koliko 30. Rekel, 30 jih je bilo. Ja, koliko jih pa enak razmišlja? Lepo vas prosim. Če bi delal statistiko, več kot 50%. Ker če bi ljudje jim verjeli, bi bila precepljenost 70%, koliko samo 30%. Še ena zelo dobra namerna situacija. Janez Pozeba ve, da nas jeseni čaka novi val, ne zna pa prevzeti pošte. Hvala lepa za takega predsednika vlade. Adijo. To bi bilo vse z moje strani. Zdaj pa še jaz nekaj povedala. Jaz sem veterinar in vam bom iz medicinskega stališča povedala o virusu in o cepljenju. Virus je
nevaren kot ena gripa. 0,15% smrtnost je. Za navadno gripo se lahko cepijo starostniki, če to želijo, nobenega pa ne silijo. Nikoli niso gripo prepakirali kot smrtno nevarno bolezen, pa jo vsi poznamo že leta in leta. Lahko bi pa jo, če bi jo hotel, ne? Lahko bi jo, če bi jo hotel. Isto bi lahko delali z gripo, kar delajo zdaj. Koronavirusi obstajajo že stoletja. Koronavirusi so pri vseh vrstah živali in pri ljudeh. Koronavirus je tudi virus navadnega prehlada. Za koronavirus do sedaj ni bilo razvito nobeno učinkovito cepivo. Samo v Perutnini, ko cepijo piščance, samo tam jim uspe delno zaščititi perutnino, zato da ni pogina zaradi koronavirusov. Drugače cepiva ne morajo razviti. Ni zaščite. To, kar nam hoče vbrizgati, je genska terapija. Ko mi dobimo spike protein v telo, naše imunske celice to prepoznajo. In to se raznese po celem telesu. Ta spike protein potem povzroča krvne strdke. In ko se ti krvni strdki, ker se pač naše krvobranja, ko ti krvni strdki propadajo, se izloča snov D-dimer. Preberite si na slovenskizdravniki.si, je zdravnica lepo napisala pismo mojim hčeram, kjer je opisala tudi to. In znanstvene raziskave kažejo, da pri cepljenih je D-dimer povišan. Pri tistih, ki so pa preboleli naravno okužbo, pa D-dimer ni povišan in niso ogroženi. To, da s cepljenjem ogrožajo naše zdravje. Kaj že Koronavirus. Kaj pa je posledično ta D-dimer? D-dimer nam pove, kakšna je možnost strdkov v našem telesu. In cepljenje ga povzroča. Tudi britanske letalske družbe imajo smrtnost med piloti, ker so bili cepljeni. Ker letalo, pač so pritiske, ne na letalo, drug zračni pritisk, tam je večja pojavnost strdkov. Razmišljajo, da ljudje, ki so cepljeni, ne bojo smeli na letalo. Ne smejo. Zakaj potem cepljenje? Zato, ker bodo ukinili potovanja. Zakaj? Kaj je v tem cepivu, da nas hočejo zdaj s tem zakonom prisiliti, da se moramo vsi cepiti? Američani pravijo antene. Kaj je v tem cepivu, da hoče sprejeti zakon, da nas bojo dali prisilno v karanteno, če se bo to njim zdel, čeprav sploh ni epidemije? Kaj je v tem cepivu, da nas hoče pocepati? Kaj je v tem cepivu? Vprašajte se vsi, tudi gospodje policaji, da če ne boste dali svojega otroka cepati, da boste imeli prepoved vstopa v trgovino na bencinsko črpalko, zato, ker ne boste otroka cepati. Veste, kaj cepivo vse še povzroča? Mi ga hranimo in mi bomo rekli, če ga bomo cepili ali ne. Cepivo krvne strdke povzroča v vseh organih. V možganih, v ledvicah, v jetrih, v maternici. Tam, kjer se je partner cepil zraven noseče ženske, je ženska splovila. Tudi to vemo. Ker se prenaša tudi drugačta v spike protein. Glede tega prenašanja, če lahko večkrat še razložite, da so
prav cepljeni, da v bistvu ogrožajo necepljene. To mene zanima, če se ti več ve o tem, če imate kakšen... Nimam znanstvenih podatkov, tako da jaz govorim zdaj samo o čisti znanosti. To je čista znanost. To vam razlagajo zdravniki, znanstveniki, vsi to razlagajo. Tukaj ni nobene strokovne podlage, da se naši politiki to grejo. Nobene. In stroka se že zbuja in ustaja. Meni je grozen gledati, ko se veliko mojih kolegov cepali. Pa kaj dela, se boš medicinsko izobrazbo. Samo hkrati obrane možgane. To je vse. Bolj so izobraženi, bolj je Mladi ljudje, ki bodo cepljeni, so sterilizirani, poročila so že, da semenčica niso gibljiva. Ženske so, pušče so neplodne, ne bojo imele več otrok. Se to jim je cilj. 22-letni fant, športnik, se je cepil, da bo svojo babico zaščitil. Danes rastlinca. Zakaj? In o tem se sploh ne poroča. Mimi, gremo do RTV-ja. To je najbolj žalostno. Tako da ustrajimo do konca, dosti je tega. Samo malo nadgradila. Za vse tiste, ki so se pa cepili, poznate in imajo stranske učinke, javite na javno agencijo za zdravila, samo oni sprejemajo prijave, če zdravaš zdravnik ne. Ko vi sporočite, samo če je otečena rana, če je vročina, karkoli je, sporočite, da zdaj dobite evidenčno številko in to ne morajo zatajiti. Zdravnik lahko sporoči ali pa ne. Ko pa vi dobite iz sistema, da se objavlja, imate dokazilo in nikoli ne vemo, ker te pošasti, farmakomafija, vsa ta politika bodo odgovorni, bodo plačali za vse, kar nam počnejo zdajle. Tega ne moramo reči, da ne bomo zahtevali. Imejmo podatke, samo to bomo. In tega ne moramo skriti. Samo to še dodatno. Povejte vse, ker takrat lahko tudi zahtevamo statistiko. No pa še nekaj mogoče. Nobenemu ne bi bilo treba umreti zaradi COVID-a. Ne bi bilo treba, ker zdravila so. V začetku prvega vala je podjetje Novartis darovalo hidroksiklorokvin državi Sloveniji. Hidroksiklorokvin je zdravilo proti malariji in to zdravilo je dokazano učinkovito proti COVID-19. Kaj se je zgodilo? V dveh najbolj prestižnih medicinskih revijah so objavili dve falsificirane študije, koliko je hidroksiklorokvin stranskih učinkov. V to revijo lahko prideš samo, če imaš res prestižno preiskavo. Kaj nam to pove? Kupljeni so. To pomeni, da tukaj ogromen kapital. Hidroksiklorokvin so vzeli našim zdravnikom še več. Dajo so ga na listo, da ga ne smejo uporabiti za naše zdravje. Za naše zdravje. In vsi te ljudje, ki so umrli po bolnicah zaradi COVID-a, vprašanje, če bi sploh umrli, če bi dobili pravo zdravljenje. Farmacija je dobila nalogo, da prekine zdravili za prehlade, za gripe, zato da bo posledično več cepljenja. Zato ljudje, naša zavest je tista, ki nam lahko pove pa naše občutke. Kaj se pa imunskega sistema tiče? Naš imunski sistem je zgrajen tudi iz celic, ne samo iz celic, ampak tudi iz celic. To so naše bele ščitničke. Kaj pomeni kisik? Vsi smo se učili v srednji šoli, v gimnaziji o Krebsovem ciklu. V Krebsovem ciklu glukoza plus kisik zgori v energijo.
Tudi ko imamo mi drva, rabimo kisik, da dobimo toploto, da si gremo dnevno sobo. ATP je energija za celico. Če nam dajo maske, nimamo toliko kisika, oslabijo nam imunski sistem. Zakaj rakavi bolniki hodijo na ozonske terapije? Zato, ker rabijo kisik za zdravljenje. Nam pa na gobčnike dajo, da bomo manj kisika dobili. Še posebej občutljivi so otroci. Otrokom se na možganih dolgoročno naredijo hude posledice zaradi pomanjkanja kisika. Pol pa slišiš, vse sem se že navadil na masko. Ja, ker se telo navadi, ampak to ne pomeni, da ni škodljivo. To je smrtno nevarno. Vsi bolniki, diabetični, s srčnim popuščanjem, vse celice rabijo kisik. Organ, ki že skupaj popušča in ima manj kisika, ima manj energije, kako bo delal? Ne more delati. Kisik je bistvo življenja. Zato dejte maske. Maske dol! Vsi vemo, koliko smo že slišali, 30 dni brez hrane, noben problem. Sploh ne. 3 dni brez vode je že problem. 3 minute brez kisika, možganska smrt. Tako da zdajle, jaz vem, da eni želite, ste že opozorili, da bi šli pred RTV. Mene moje živali tudi čakajo. Jaz upam, da ne bom nehvaležna, če nas zdajle razpustim. Hvala mi. A so jutri tudi potem? Ja, dajmo to pogled. Dajmo še za jutri reči, no? Še za jutri dajmo reči, da se jutri sprejema, ne? Jutri. Ja, dajte za jutri povejmo, pa dajmo na Najbolj bi bilo, da se popolne vrnemo sem, ker popolne se bojo pogovarjali o tem mikrofonu, pa da smo jutri cel dan tukaj, da jih upozorimo na to, da se sprejemo. Gremo pred RTV. Pa pridemo nazaj. Rabo varnost, da ne bo. Se bo varni. No, to bo bilo, to je že na sastav, to je že dosti. Hvala.